Kaj boš rekel? Peter, si v redu zdaj le? Ne. Fajn je, malo sem zmatran, priznam. Ste bili dol v Portorožu, včeraj, danes pa že to. Ja, škaj, je naporno voditi prireditev in jih še poskušati zabavati ob enem tega visoke gosti? Sploh ne. Ne, meni se ti, da so itak navajeni, ti pravzaprav ne navajeni, malo so polni vsega, razumeš, ogromno nekih prireditev, ki jih po mojem kar morijo, tega niti ne poslušajo, kaj delaš novo, tako da je zelo enostavno. Ampak ti vseeno se mi zdi, poskušaš nekaj drugačno narediti prireditev, voditi jo, no? Kot pa so oni vajeni mogoče ostalih, ha? To je moj način, kaj pa vem, no. Oblečem se vseeno, mapco vseeno imam, da zgleda, veš, mapsa je, ne. Z logotipom? Z logotipom, ja. Kaj pa tvoje je tista črtica, ki si jo omenjal? Ja, jeziček, ne vem, se vam ne zdi, meni se zdi tak mal jeziček, kot da bi Slovenija mal, ne vem, se prav, da smo drugačni pač. To si vsak razlaga po svoje. Tale dvorana je primerna za kakšno oddajo? Ja, zelo akustična, zelo fajn, zelo velika, zelo zanimiva. Bi? Potem, ko bomo nehali predsedovati? Kaj bi, mogoče bi, ne vem, kvaliteta poda me mogoče malo skrbi, ne? Kvaliteta poda, ne vem, če bi spalko razgrnil, ne? Ne znam se predstavljati, kaj bi to izgledalo, ampak to bi najbrž bilo zanimivo. Evropska unija, kako dobro jo poznaš zdaj? Mogoče malo bolj zaradi kviza, ja, ampak tistih detajlov, ki so pa zelo pomembni, pa še ne dovolj, ne? Predvsem teh, kdaj dekleta pač se rada veselijo v določenih državah, tega ne vem. Pa se mi zdi, da to je tudi stvar, ki ni fajn, da jo izveš iz medijev, ampak najbolj da kar na lastno pest. Ja, v tem kongresnem centru bomo lahko zagotovo uspešno izvedli srečanje, ki ga organizira naš odbor za kulturo, šolstvo in šport, na katerem bo tekla beseda o medkulturnem dialogu. Prostor je čudovit, okolje tudi in prepričan sem, da vseh 600 do 700 gostov, ki jih pričakujemo strani vseh parlamentov Evropske unije, bo zagotovo tukaj dobilo pozitivno vtis v Sloveniji in to pa je pravzaprav tudi temeljni namen tega našega srečanja. S čim ste to najbolj navdušeni? Na tem, da smo pridobili en dober kongresni prostor, ki ga mestna občina Kranj doslej ni imela. Dostikrat se kar pozablja, da je tudi Brdo v mestni občini Kranj in to ne pomeni samo pridobitve za čas vodenja Evropske unije, ampak seveda tudi za kadarkoli bodoče in zato smo tega še bolj veseli. V tem kongresnem centru mi je najbolj všeč okolica in pa vidim, da so noter dali pravi ljudje, da stavba ima dušo. Ne fascinira me toliko, bi rekel, stavba kot pa arhitektura, ampak vidim, da so službe od garderoberk do hostes na mestu, da se znajo smejati, da znajo biti prijazni in da se bodo seveda tisti, ki pridejo k nam, predvsem zaradi ljudi dobro počutili. Kaj je to? Je to evropski nivo, to, kar ste zdaj opisovali? Jaz mislim, da je visok evropski nivo. Še eno vprašanje imam. Zdaj tukaj je kar precej gostov, sem se vrstila predvsem zdaj v pol leta, prihajajočega in potem, ko ste rekli, kongresni turizem in tako naprej. Kam z odpadki? Ja, jaz sem prepričan, da takrat, ko teče voda v grlo, takrat so tudi možgani bolj bistri in sem prepričan, da Gorenjci imamo 3 lokacije. Imamo Malo Mežaklo, imamo Kovor in imamo Kranj kot že odprte rane v naravi in da če jih izkoristimo, saniramo in izboljšamo, potem imamo probleme za 20 let naprej rešene. Še tole za konec, kaj pa hrana? Kaj bi rekla? Kakšna strokovna ocena je bilo v redu? Vidim, da Prašič je še zmeraj kralj živali, ne? In pripravili so ga na lep način, na drugi strani pa tudi veliko druge izbire slovenske zelenjave in pa sadja. Slovenci imamo dobro, zdravo hrano, neomadeževano okolje in tudi to je eden od naših adutov, ki ga moramo ponuditi Evropi. Jaz sem zelo navdušen, predvsem zaradi funkcionalnosti in predvsem zaradi tega, da se izredno lepo vklapljajo v cel prostor tukaj na Brdu. Kaj pa potem po predsedovanju Evropske unije, kaj bo s temi prostori po vašem mnenju? No, sam kot poslanec nisem toliko vpet v te operativne zadeve, ampak prepričan sem, da bo tudi po predsedovanju ta prostor služil svojemu namenu. Lahko še na kratko kulinarika, ena ocena?
kakšna je danes postrežba? Ja, jaz sem zadovoljen. Najboljši tudi iz tega področja? To bi težko ocenil, ker nisem strokovnjak. Vse novinarske konference bodo potekale v živo prek spleta tudi. Ta sistem se razvija, tako je prek spletne strani slovenskega predsedstva, bodo uporabniki lahko dostopali do video vsebin. Pričakujete kaj manj novinarjev zaradi tega tukaj? Ne, gre za to, da razširimo krog tistih, ki bodo spremljali dogodke. Novinarji v vsakem primeru, če bo izrazil interes, torej če se bodo akreditirali preko spletne strani, prisostvovali samim dogodkom. Če bo pa koga posebej zanimalo, pa bo lahko iz domačega stola spremljal vse dogodke. Dobro. Na prireditvi, prej na otvoritvi smo slišali tudi glede logotipa nekaj o tistem jezičku. A je kaj na tem? Ne, nič na tem. Gre za celostno podobo, ki predstavlja to, kot sem rekel, združuje nacionalne simbole Triglav z tradicionalno evropskimi, torej rumeno zvezdo, in jih povezuje še z reko v nacionalnih barvah. In to je tisto, kar ponazarja v bistvu Slovenijo v središču Evrope. A pričakujete oziroma menite, da se lahko zgodi, da bo tudi ta logotip deležen kakšnih kritik, polemik v javnosti? Vsake oči imajo svojega malarja, tako da že z vsako idejno rešitvijo je bilo poleg pozitivnih tudi seveda negativna mnenja, pluralizem mnenj seveda je dobrodošel, ampak kakor sem danes se pogovarjal z gosti in tudi s tujimi novinarji, so vsi pohvalili ta logotip. Kdo pa je oblikoval ta logotip? To je pa oblikovalec oziroma hiša oblikovanja Robert Kuhar. To je center, ki bo ostal tudi po predsedovanju, je velika pridobitev za kompleks Brdo, za slovensko turistično gospodarstvo, za slovensko infrastrukturo in mislim, da je v redu, predvsem, da je zelo funkcionalen in da bo opravičil pričakovanja, ki jih vsi gojimo v zvezi s tem. Ker precej gostov bo tukaj tekom predsedovanja Evropske unije, tudi potem menja se kongresni turizem. Kam pa z odpadki? Ja, zaenkrat na Mežaklo, na kratki rok v Tržič, potem pa le upam, da bo zmagal razum in da bomo pravočasno zgradili predelavo odpadkov v Tenetišah, ki so nedaleč stran od tukaj. In mislim, da bo stvar narejena na tak način, da to ne bo v ničemer ogrožalo ne bližnjih krajev, niti tega centra. Je pa tale program zdajle kulinarični, glasbeni, v redu? Postrežba na nivoju evropskem? Težko presojam, ker pri kulinariki nisem sodeloval. Za vse nas, ki delamo v inštitucijah Evropske unije, je treba vzeti kot osnovno pravilo, da je politika naporen šport, ker združuje nekaj težkih zadev. Alkohol, holesterol in protokol in temu se, kolikor se le da, izogibamo.